Jezerska promenada je bila prvo soboto v septembru še pred uradnim začetkom 22. svetovnega dneva praženega krompirja ovita v slastne vonjave in prešerne zvoke. Na stojnicah udeležencev, ki so zapolnili vse do zadnjega prostega kotička, se je v velikih loncih pražila osnova za slasten pražen krompir. Pražilci so hiteli z mešanjem, ostali z lupljenjem krompirja. Organizatorji, Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, so točno določili, kdaj se kakšen postopek začne, tudi kdaj se vse lonce lahko vsuje krompir. Nihče ni smel prehitevati. A pa gre? Ja, gre. Vidiš, ko sem fajn maj, Pražen krompir se pripravlja na številne načine. Kukali smo v lonce in skušali izvedeti, kaj vse se uporablja za osnovo. V Gorenji vasi pripravljamo ponavadi pražen krompir z lisičkami. 6 kil lisičk, takole, preden se to spraži, se lepo nabere na en kup, ampak letos nas je narava nekoliko zeznila, pa si pomagamo malo drugače. Z pasjo radostjo. Ampak, ko ste videli na koncu, ko damo še na vrh praženca še drobnjak pa peteršilj, pridite malo pozneje poskusiti. V muzejskem društvu Bled nam njihove skrivne sestavine niso želeli izdati. Ujeli smo le začetek. Kocke iz špeha hamburgerja. Narezane, zdaj bomo popekli, pa bomo pa malo meso krompir umešali, da nam sam krompir jedali. Z malega kanalskega otoka Guernsey so na Bled prispeli pražilci, ki tokrat niso pripravljali pite iz krompirjevih olupkov, znane iz knjižne in filmske uspešnice, ampak pražen krompir. We have peeled all the potatoes yesterday and chopped them, and now we're frying onions, and we're going to add mackerel from our home, Guernsey, Channel Islands. And we're also going to add some special seaweed salt, which will make it very delicious. Maggie and Francis, they came with their car and they had all the delicious onions and potatoes in their car, travelling from Guernsey to St Malo and then up through the country to Bled. Z obrobja Pohorja iz Oplotnice so prišle članice Društva kmečkih žena. Poleg klasičnega praženega krompirja so pripravile še njihovo tradicionalno jed. Grenadir marš je pražen krompir s testeninami. Pola. Pol. In to je zelo energična hrana, ki ima veliko energije. In to smo rabili na kmetih. Ker so pač bila težka dela, ne. Jaz bi bolj po poharsko govorila, ko nas ne zastopite pol. V društvu Reviva Škale ohranjajo življenje in tradicijo na vasi. Začimb, ki so jih prinesli seboj iz Šaleške doline, še niste okusili. Tretja začimba je pepel iz Teša, ker je pač v Tešu pepel nastaja in ta pepel je tudi v zraku in zaradi tega je naš krompir še posebej dober. Željni praženega krompirja na 101 način so obiskovalci dogodka komaj dočakali uradno otvoritev. Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi je trenutno aktivno v 27 državah po svetu. Pražen krompir pa se je vrnil na jedilnike, kar je bilo eno od vodil ob ustanovitvi društva. Jaz mislim, da je kar dober, ker takrat na prelomu tisočletja v slovenskih gostilnah, nekatere so se celo deklarirale kot narodne, pravzaprav je bilo težko dobiti pražen krompir. Pomfrija z letališke pa kukarčas. V letih delovanja društva je pa danes se pražen krompir že spet vrnil na mize in na jedilnike, tako da smo kar zadovoljni. Ja. Pa ne samo v Sloveniji, ker društvo je aktivno v 27 državah trenutno in se širimo po svetu.
Ljubitelj praženega krompirja in dolgoletni član društva, posebej zadolžen za mednarodne odnose, kot se pošali, je blejski župan Janez Fajfar. No, vsak let je drugje. Obiskali smo tudi vse sosednje države naše zamejce in mislim, da je bil že čas, da enkrat tudi tukaj. No. In vsi so to z velikim veseljem sprejeli, se na Bled pridejo radi vsi. Dober pražen krompir ni umeven sam po sebi. Originalni recept zanj pa izvira iz davnega leta 1797. Pražen krompir, da je dober, je treba najprej zbrati pravo sorto krompirja, potem pa ta pravo maščobo, pa ta pravo čebulo, pa ta prav recept mora biti, da se to naredi. In to se ne da narediti v 1 uri. Pol je pa dober. Ali v Sloveniji še pridelamo dovolj ustreznih vrst za pražen krompir? Nekaj se vrača po malem. Ja. Mi vsako leto testiramo, imamo svojo znanstveno raziskovalno postajo, na kateri pridelujemo določene sorte in jih potem testiramo in ugotavljamo, katera vrsta je najboljša za praženje. Ker tisto, kar je dobro za perje, ni dobro za testen krompir. Prek 50 imen imamo pri nas za pražen krompir. Slovenske avtohtone vrste, ustrezne zanj, pa so skoraj izumrle. Slovenske avtohtone krompirje, po katerih smo nekoč sloveli, rečem lahko kar po Evropi, to je bil inštitut v Šenčurju. Tam so bili krompirji Cvetnik pa Igor predvsem, in to so bili vrhunski krompirji. Žali Bog se je ta zgodba končala. Zdaj se pa spet entuzijasti trudijo pripeljati na trg vrste krompirja, ki so res kvalitetne. V kulturnem društvu Zasip pripravljajo pražen krompir po tradicionalnem receptu z dodatkom. No, naša prgarija seveda izstopa s prgo, ampak se držimo klasičnega recepta naših babic, to se pravi strogo maščoba, čebula, prepražena na lističe narezen krompir in seveda potem z vsemi dodatki, soljo, poprom in pa s peteršilom, z drobnjakom, s koruzo, z rdečo peso, torej ti dodatki so vseh vrst in seveda z našo prgo in pa z pekočo tepkico. Moram reči, da se držimo klasike, zato pražen krompir je in kot so rekli, vedno je krompir tisti, ki je glavna jed in potem je pečenka za dodatek. To je pekoča tepka, pekoča prga, pekoča tepka. To je posušena tepka, krhlje se posušijo, se skuhajo, feferoni dajo noter, malo kisa, malo soli in to je to. Iz pucancev, ki sicer slovijo po dödelih, ki so prav tako jed iz krompirja, so tokrat prišli pražiti krompir. Moram reči, da je dogodek zelo lepo obiskan, da je vedno v drugem kraju, kar nam je zelo všeč in da kadarkoli pride povabilo in povem kolegicam, da bi šli, je takoj, sploh ni vprašanje, da ne bi šli, tako da vse pohvale organizatorjem in se veselimo, da tudi enkrat mogoče ponovno spet pride prek morja. Si predstavljate pražen krompir s čokolado in lešniki? V sosednji občini Radovljica poznajo tudi to. V našem gostišču Tulipan pripravljamo krompir vedno z domačo gorenjsko zasko, pa na čebulj. Danes imamo pa posebno ponudbo, ker smo občina Radovljica, tudi občina čokolade, imamo pa danes tudi z lešniki pa s čokolado za vse tiste, ki ne jejo z mesom. Druženje ob pokušanju praženega krompirja in drugih dobrot, dobra kapljica in prešerni zvoki muzikantov so se mešali vse do zaključka dogodka v poznih popoldanskih urah. Zelo lep kraj, mogoče večina naših že dolgo ni bila tukaj, tako da so res bili navdušeni, ko so prišli. Čudovit razgled, ogromno obiskovalcev, skratka dogodek za čisto petko. To je eno čudovito druženje, na katerem se mi odpravljamo že več kot 20 let, smo še eni redkih gostincev, ampak tukaj ne gre več samo za krompir, tu gre za dolgoletna prijateljstva iz cele Slovenije in upam, da bomo to lahko nadaljevali.